Živja, ul tukaj, bilet slavne izi. Jaz tukaj razlagam najbolj easy način. Zdajle sem končno po 3 tednih spet snemam slovene easy filmčke. Na kaj v bistvu pomislite, ko rečem dober, dobrejši, najdobrejši, ali pa rdeč, rdečejši, najrdečejši. Verjetno vi pomislili, da sem bil malo predolg na počitnicah, pa da sem jo odrolal. No, tudi jaz bi to mislil, ampak da ne bo še kdo ponovil, da ne bo še kdo imel v bistvu take napake, saj vsi veste, da sem se hecal, ne, bomo danes šli skozi pravilno stopnjevanje pridevnikov. Ja! In najpomembnejše pa to, da bo bilo easy. Vsi veste, kaj je pridevnik, a ne? No, če ne veste, si kar oglejte filmček Stopi v Nik, oziroma pride v Nik. Zdajle, že dolgo časa nisem snemal, sem se malo zmedel. Zdajle, pa kako v bistvu stopnjujemo pridevnike. Če ne bi imeli stopnjevanja, kako bi to bolj bilo videti? Bi rekel, ta film je bil dober, film je bil tudi dober, pa ta tretji film je tudi bil dober. Bi vsi filmi bili ali dobri ali pa slabi, a ne? Vsi bi bili enako dobri ali pa enako slabi. Pozitivno ali pa negativno bi bilo v bistvu nekako enako. Ampak, ker je slovenščina širok jezik, imamo opcijo stopnjevanja in se lahko na več različnih načinov izražamo. Torej, lahko bi rekel, ta film je bil dober ali pa slab, ta drug film je bil boljši ali pa slabši in ta tretji film je bil pa najboljši ali pa najslabši. In ta v bistvu oblika je tudi ta prva, ki jo bomo imeli, in tudi najpogostejša. Imamo pa vse skupaj 3 oblike različne. 2 obliki imamo 3-stopenjski, a ne, in ena oblika je pa 2-stopenjska, ampak ne bomo o tem zdajle razlagal, bomo videli sproti. Gremo zdaj na to prvo obliko stopnjevanja pridevnikov z obrazom plus kavo ili, oziroma stopnjevanje pridevnikov z obrazili. Ja! Okej, tale je v bistvu 3-stopenjski, a ne, imamo osnovnik, primernik in presežnik. Osnovnik vam že ime nekako pove, da je to neka osnova, ne. Lep, velik, hiter ali pa tudi obratno bi bilo, torej grd, majhen, počasen, a ne. Lahko so stopnjevanje pridevnikov imamo lahko ali pozitivno ali pa negativno, ampak ker je danes tako pozitiven dan, ker sem se spet vrnil na slovene jezi, bomo imeli samo pozitivne primere, a ne, torej lep, velik, hiter. Naslednja stopnja, ki jo imamo, a ne, je pa primernik. Ker imamo pozitivne primere, nam gre v pozitivo, če bi imeli negativne primere, bi nam šlo v negativo. Torej, lep se spremeni v lepši, velik se spremeni v večji in hiter se spremeni v hitrejši, a ne? Torej, ta ši, ji, ejši, vse to so priponska obrazila. To je bilo res ful strokovno, ampak lahko rečete samo obrazila, bo učiteljica takoj, učitelj ali pa učiteljica takoj bojo vedeli, o čem govorite. In še ta zadnja stopnja tukajle je pa presežnik. To, če imate pozitivno, je nekaj najboljšega, če imate negativno, je pa nekaj najslabšega. In že spet pozitiven dan, ta zadnja in ta tretja stopnja. Lahko je, a ste slišali ta naj, ker sem rekel najboljši, najslabši. Ta naj je zelo pomemben pri presežniku, ker v bistvu pri presežniku samo primerniku dodamo naj, torej najlepši, največji in najhitrejši, vidite, naj. In ja, pri presežniku povsod, pri presežniku, primerniku dodamo naj, in ker imamo pozitivne primere, nam je to nastalo nekaj najboljšega. Že spet, ste slišali tale naj. In če vas zdaj, kdorkoli vas uči slovenščino, vpraša, oziroma vam reče, da okej, zdaj mi pa povej nekaj o stopnjevanju pridevnikov. Vi samo recite, okej. Torej, najbolj pogoste oblike stopnjevanja pridevnikov se imenuje stopnjevanje pridevnikov s priponskimi obrazili, ki so ši, ji, ejši v primerniku in v presežniku so pa naj, ker so najboljši oziroma najslabši. Oziroma pri presežniku samo primerniku dodamo naj. In ja, učitelj ali pa učiteljica sta samo naredila
Kaj? Saj repeat. Ampak ja, to smo imeli zdajle še ta prva oblika stopnjevanja pridevnikov z obrazili. Glejmo še na ta drugo. Evo me, sem že nazaj. In zdaj bomo prišli skozi stopnjevanje pridevnikov s, poslušajte za to je pomenljivo, prislovi na izi. Uradno se samo reče stopnjevanje pridevnikov s prislovi, ampak ker sem videl slovi, sem dodal še na izi, tako malo zafunan. Uradno je s prislovi. In uporabljamo ga, kadar ne moremo uporabiti stopnjevanja pridevnikov z obrazili, ne? Takrat uporabljamo tegale. In je spet trostopenjski, torej ima osnovnik, primernik in presežnik. Je pa malo poseben. Pri osnovniku, ne, imamo tale pridevnik oziroma primer priden in ta pridevnik se nič ne spremeni, mu samo dodamo. Pri primerniku mu dodamo bolj, torej nastane bolj priden. In pri presežniku mu dodamo najbolj, torej nastane najbolj priden. Okej, ja, nastane najbolj priden. In nekako smo opisovali, da je bolj priden in najbolj priden. Zato se temu reče tudi opisno stopnjevanje pridevnikov, a ne, oziroma stopnjevanje pridevnikov s opisom. Uporabljamo ga pa pri barvah, a ne, torej, prej, ko sem rekel rdeča, rdečejša, najrdečejša, to itak da ni pravilno. Pravilno je rdeča, bolj rdeča in najbolj rdeča. Uporabljamo ga tudi za stanje, torej, rečemo, skuhan, bolj skuhan in najbolj skuhan, a ne. Ali pa stanje bi bilo tudi staljen, bolj staljen, najbolj staljen in tako naprej. Uporabljamo ga pa tudi, kadar imamo končnice en, av, ast in at. Torej, en bi bil na primer omejen, a ne. Torej, omejen, bolj omejen, najbolj omejen in tako naprej. Av bi bil tale domišljav v bistvu, ja. Torej bi bil domišljav, bolj domišljav, najbolj domišljav. Ast bi bil trapast, trapast, bolj trapast, najbolj trapast. In at bi bil pa na primer mat, a ne. Torej mat, bolj mat in najbolj mat. Tako mat za barvo, a veste, a ne. In zdaj smo šli skozi drugo, v bistvu nekako, ja, skozi drugo možnost stopnjevanja pridevnikov. Skozi drugi način. Skozi drugi način stopnjevanja pridevnikov. In zdaj imamo še tretjega in zadnjega, ki bo na vrsti zdaj, čez sekundo. Čau! Enkrat. Evo, zdaj smo pa še pri ta tretji in zadnji vrsti stopnjevanja pridevnikov. In ta je pa dvostopenjska, ne? Dvostopenjska. Lahko pa dvostopenjsko stopnjujemo. In z obrazilom in s prislovom, a ne? A ni to zanimivo? Torej, tukajle se pridevnik ne spremeni, vidite, čudovit, čudovit in pameten, pameten. Ta prvi je osnovnik, a ne? Ampak ta drugi se imenuje malo čuden, elativ. Ker je malo smešen in malo čuden, sem tudi tukajle zasmejal, ja, vidite. Osnovnik in elativ. Torej, z obrazilom uporabljamo čudovit, ampak pri elativu pa samo dodamo pre, torej prečudovit. In s prislovom pač uporabljamo pameten, pri elativu pa dodamo nadvse, torej nadvse pameten. Lahko tudi zamenjamo, torej bi bil prepameten in nadvse čudovit. In v bistvu, ja, tako pa uporabljamo dvostopenjsko stopnjevanje pridevnikov. To je pa v bistvu to. Gremo zdaj samo še na hitrico čekce, ne. Ta prvo stopnjevanje imamo z obrazilom, ki imamo 3 različne vrste. Torej imamo osnovnik, a ne, ki imamo pač osnovno besedo. Potem imamo še primernik, ki dodamo, torej, še, ki pa v bistvu samo dodamo ši in ejši. In še pri ta zadnjem oziroma presežniku pa samo k temu dodamo naj. Potem ta drugo imamo pa v bistvu stopnjevanje pridevnikov s prislovom, ki pa imamo spet, pridevnik se ne spremeni, edino torej pri primerniku dodamo bolj in pri presežniku pa dodamo najbolj. In uporabljamo ga tudi, kadar govorimo o barvah, kadar imamo stanje in kadar imamo že prej napisane določene pač končnice, ne. In če ta dvostopenjski, ga pa uporabljamo in z obrazilom in s prislovom, se torej pridevnik ne spremeni, imamo osnovnik in elativ, pri obrazilu dodamo pre in s prislovom dodamo nadvse. To je to, upam, da ti ta film če bo všeč. Če vam je bil, ga mogoče všečkajte in mogoče se naroči na Slavnezi. Mogoče si oglejte še YouTube kanal Maternezi in v glavnem to je to. Lepo se imejte, si imate drugič. Čau!